Čau punce, dobrodošli ponovno na mojem kanalu. Danes bomo testirali čopiče iz eBaya. Če se daj z njimi kaj narediti, kakšen cool make-up, tako da če te zanima, kaj bom ustvarila, glej naprej. Testirali bomo dvoje različne čopiče. V eni roki imam čopiče za oči, 12 jih je noter, cena pa je bila res ugodna, tam okrog 3 evre za 12 čopičev, je res hudo. Tule na drugi strani pa imam repliko čopičev od znamke Zoeva. Zoeva so drugače res cool, kvalitetni čopiči. En stane tam okrog 15 evrov. No, tukaj pa sem dobila za ceno 20 evrov kar 15 čopičev, kar je, ne, precej razlika. Bomo pa videli, kako se bojo teli lupčki obnesli na obrazu, tako da jaz predlagam, da se kar lotimo dela. Kaj predlagate, s čim začeti? Dajmo puder. Smo za? Smo za. Ok, da jaz najprej tele čopiče malo pokažem. Tako, kakor sem jih že sama malo testirala oziroma pogledala, se mi najprej zdijo precej manjši. So tako krajši, recimo tale telo od čopiča, ali kako bi ga poimenovala, je precej krajši kot originala. Drugače na prvi tako tip pa delujejo dosti coolno. Edino, kar je bilo, da me je vom ful zmotil. Tak po plastiki je bil, tako da sem jih najprej dobro umila, našpricala, da sem jih dobro razkužila, nikoli ne veš. Tako da gremo akcija, nanos puderčka. Ok, jaz mislim, da bo tale super čopič za nanos, torej tekoče podlage. Ta je številka 103, deluje tak dokaj čvrst, pa da vidimo, kako se bo obnašal na obrazu. Takole ga nakapljam. Zaenkrat prvi občutki so dosti cool. V bistvu, kar opazam je, da se ščetine tako zelo prepogibajo, vidite? Niso take trde, čvrste. Drugače pa se dokaj cool maže, no? Koliko je pa te dni vroče, a ne? Kako se kaj hladite? Vse na morju je ta vročina še cool, ne? Tukaj sred Ljubljane, kjer je beton, je pa res vroče. Sicer bom vsem takole še malo s prsti razmazala puder, ker so nekje tako črtice ostale. Drugače pa recimo, da bom. Na test bom kot drugega postavila čopič prav tako od Zoeve in sicer številka 112 za osvetliti učke. Korektor, ki ga danes uporabljam, pa je od LA Girl. Ok, teren za test sem mu naredila. Zdaj pa da vidimo, kaj bo naredil on. Tako, kar precej produkta je čopič, kar tako popil v srkovase. Je res, da mogoče vi tega ne vidite, ker se je, ne, korektor zbrisal, ampak kaj da bi ga tako malo popivnil v sebe. Ampak naj mu bo. Vse ni toliko slabo, kakor bi lahko bilo. Mogoče probimo tule na tej strani takole s tapkanjem. Tudi same, ne, če opazite, da vam ali kakšen izdelek ali pa produkt ne odgovarja, dajte malo spremeniti tehniko. Recimo, kakor sem jaz tukaj vlekla, bom zdaj na tej strani tapkala, ne? Ker make-up je igranje, testiranje, probavanje, tako da če vam en način ni všeč, pa majčkeno obrnite. Kar se mi zdi boljš, ne, tako je več produkta ostal, tako da ni švoh tale čopič, ni švoh. Na vrsti bojo naša lička in tele perlice, ki so me navdušile v enem izmed prejšnjih videov. Z njimi bomo naredili malo tak zagorel videz. Tale čopič pa je prav tako od Zoeve in sicer številka 106. Tak, ful je mehak, ful prijeten. Pomočam v tele kroglice. Ker tako
tako mal švolk zabrisuje, glih tak občutek imam. Ali sem pa tako zelo nežna, ne vem še. Je pa ni tale čopič, je pa ni. 106. Ampak spet mislim, no, da za začetnice, mogoče tudi kakšen suh puder za nanest, bi znal biti čist cool, tako da ga vse ne bi čist kritizirala. Že res, da se mal matram tlele, da razmažem, ampak na koncu vse ni spadal nek tak topo videz, tako da bi mu dala priložnost. Recimo, da podlago smo ustvarile, ne bom pretiravala, ker je v zunaj res vroče. Gremo kučkom. Najprej primer, da imajo čopiči čist iste možnosti, kakor brez njega. Ok, recimo tegale. Tukaj vam bom zelo težko povedala, kjer je. Lahko vam ga samo tako pokažem, zato ker ni nobene številke označene. Lahko pa pustim link do te strani, kjer sem jaz tele čopičke naročila spodaj. Tele čopiči na vtip delujejo kar malo slabši od tistih Zoeva. Pa tudi tako, če od blizu pogledate, nitke pri čopičih že štrlijo, no? Ampak vseeno bomo videli, kako se obnese. To pa lahko samo na en način in sicer da začnemo z delom. Not good. Ful so trde ščetine, res sploh ne uboga me čopič, glih tako se počutam. Tale mi sploh ni všeč, uček se sploh ne blendira. Dajmo testirati kakšnega drugega. Probimo tegale, debelejšega. Če bo za kaj ali ne bo. Ta je pa tako zelo debel, da nimam neke kontrole, kaj delam. Mečkano vse boljš tole vse skupaj zabrisuje. Ampak še zmeri ni to, no. Gremo poskusiti dati še na drugo oko. Tale definitivno ni za zabrisovanje. S tem bomo poskusili rešiti situacijo. Res so take zelo grobe ščetine. V bistvu je tako, ne, včasih, oziroma prej, ko sem rekla, da za začetnice bi pa šlo. Glih, saj jaz imam tako logiko, da ko se učiš, če imaš nek slab produkt, je še slabš, ker ne znaš, ne obvladaš tehnike in pol, če je še čopič slab, se mi zdi, da vse pol je še težji, ne, tako da glih mogoče neki profiči, vsaj tako, če jih pomenujem, bi znali, ne, z nekim takim slabšim produktom narediti. Medtem, če že pa tako ne znaš, pa pol dobiš še tak čopič, ki ne naredi nič, pa si pa sploh zagrel ni življenje, ne. Tako da, to, kar sem prej rekla, da za neke začetnike bi bilo, je tako, še za pogovoriti o tem, no. Vseeno, če imate neko željo biti, ali ne vem, artistka, ali res imeti make-up, se učiti, se izobraževati, bi vam jaz vsem priporočala, da že na začetku vložite. Glih zato ne, da bo stvar enostavna, ne da si jo še otežite. Ok, noben od telih čopičev me ni prepričal za zabrisovanje, enostavno se ne zabrisuje tako, kot bi želela. Zdaj pa iščem en čopič, da bom nanesla senčilo v center veke, pa razmišljam, kje bi to bil, ker dejansko noben ni tak ploščat, kakor sem navajena. Še nekako mi mogoče najbolj zgleda ta, pa da vidimo. Takole zgleda, ni idealen, daleč od tega, ampak dajmo mi tole v prakso. Vzela bom tole zlato senčilo, paletka Carli Bible. Aha, v bistvu tale takole za neke take lahko, za neko tako lahko tapkanje bi šel.
se zelo lepo v bistvu prime učka. Vzamem tole rjavo senčko še iz tele paletke, pa probamo malo popraviti situacijo. Nanese senčilo v pregib veke, zabriše pa ne. S tem imam težave. Čopič od Zoeve številka 317 je naslednji, ki ga bom dala na test in bom z njim poskušala narediti eyeliner črtico. Ok, ta čopič mi je pa ful všeč. Ja, kontrolirano držo imam čopiča, pa tudi zelo je tak natančen, no, tako da evo še en Zoevin čopič, ki mi je cool dejansko. Gremo naprej na obrvi, uporabila bom tegale prav tako od znamke Zoeva, 322 številka, da vidimo, kako se bo tale obnesel tukaj. Je precej tak debel, no, tako da to me mogoče majčkeno skrbi, ampak do zdaj so vsi ti čopiči bili precej obetavni, tako da dajmo jim priložnost. Majčkeno mi je predebel, sem takoj ocenila, da ponovno nisi dovolj natančen, da bi lahko ta čopič uporabila tako za vsak dan. Sploh tule na začetku bojo težave. Zadela ta naravni videz obrvi, kar je point, da zgleda obrv naravna. Tako da ga ne bi glih izbrala med najljubšimi čopiči. Mogoče za kakšne, ki imate pa ful košate obrvi, bo pa cool. Jaz imam vsem bolj tanjše, sorazmerno tanjše. Ni moja glih prva izbira tale čopič. Ponovno uporabljam tale roza čopič za delanje po tej spodnji veki. Pomočen čopič v tole vijolično senčko. In blendam. Vse skupaj se je padal prenizko. Tukaj je debel in ponovno nimam nobene kontrole, tako da sem vse skupaj potegnila do dol. Vse mogoče izgleda dobro, ampak ni to, kar sem želela, kar pa ni cool, ne. Sem navajena, da s čopičem delam res zelo natančne črte. Te senčke so precej pigmentirane, ampak ker se senčilo kar nekako zgubi, opazim, da tudi večkrat kar pomočem v paletko sam čopič. En nov čopič imam v roki, tegale pa bomo uporabile za ustnice. Tako da šminka, številka 8, Enigma, taka rozasta. Namažem po šminkici, pa da vidimo, kako bo delovala v praksi. Zakaj sploh to delam? Make-up artisti, tisti res sta dobri in profesionalni, ne bodo nikoli, recimo, če se boš ti prišla namazati, šminke nanesli direktno na ustnice, ampak si bojo vedno pomagali takole s pomočjo čopiča, ker ga lahko razkužijo, umijejo in je to veliko bolj tako higienično. Tako da verjetno ti ne bi bila vesela, če bi ta šminka direktno prebila na ustnicah že 10 žensk. Tako da potem si pomagajo tako s takim čopičem. Ampak, kakor vidim, bi si s temle čopičem zelo težko, nič ni od njega. V bistvu se nič kaj preveč ne razmazuje šminka lepo. Veliko šminke vidim, da tudi tako ostane kar vmes med ščetinami, kar ni cool, ne, ker na ta način v bistvu zgubimo zelo veliko produkta. Naslednji na vrsti je tak puhast, pahljačast, za highlighter delati, pa da vidimo, kako se bo obnesel tale. Ok, ful hud. Top, všeč mi je, ful v bistvu lahko kontroliram sam nanos, lepo se nanese, zabriše, tako da tale 129, vse pohvale, lejte ta highlighter.
In tako, make-up je ustvarjen, zdaj če naredimo še en tak pogled čez vsem, se mislim, da je bilo cel čas vidno, katerim čopičem se nagibam, ampak vsem teli od znamke Zoeva so cool, zdaj najde se kakšen, ki ga bom tudi sama uporabljala tako na dnevni ravni, so kvalitetni, so ugodni, tako da če želiš imeti neke malo bolj čvrste čopiče, ne preveč drage, bi ti priporočala, da investiraš v tele. Medtem ko je zgodba tule pri teh svetlo-rozih, ali kako jih naj poimenujem, čisto drugačna, dejansko niti enega čopiča ne bi imela, pogrešala, mogoče je res tako cool zavadati, za ustvarjati, ampak sama jih ne bi imela in jih tudi ne bom uporabljala, tako da bodo šli kar nekam v kot. Upam, da ti je bil tale video všeč, v pomoč, če bi rada, da še kaj drugega testiram, mogoče z AliExpressa, z eBayem izporoč, lahko storim to za tebe. Lepo se mej in do naslednjič. Čau, čau!